predsednico Slovenskega odbora Mednarodnega muzejskega sveta IHOM, ki je tudi od sredine septembra 2015 direktorica Slovenskega etnografskega muzeja. Predtem je bila tudi direktorica Muzeja novejše zgodovine Celje. Mogoče kot zanimivo stanje, naj samo omenim, da ste bili pobudnica prvega in mislim po mojih podatkih, da je še vedno tako edinega otroškega muzeja v Sloveniji, ki ima svoj sedež v Celju in se imenuje Hermanov vrh. Mogoče bomo več o tem projektu tudi slišali kasneje. Potem bom gospoda čisto malo preskočila in dam prednost gospe. Torej, z nami je doktorica Aleksandra Berberich-Slana, profesorica angleščine s književnostjo in profesorica zgodovine, tudi doktorica z področja zgodovine, predsednica skupnosti muzejev Slovenije, direktorica Muzeja narodno-osvoboditve Maribor in tudi tako kot zanimivost, in upam, da bomo o tem kaj več slišali, v času mariborskih staj, torej leta 2012, mislim, da je to bilo, tudi Šalca je v tem kontekstu, ste v bistvu zelo sledili temu aktualnemu dogajanju, zbirali predmete, transparente, sledili družabnim omrežjem, torej se temu dogajanju, potem pripravili tudi razstavo Obrazi staje, ki je doživela tudi zelo zanimive odzive, da boste lahko o tem povedali kaj več kasneje. No, tudi sicer pa naj povem, da je muzej zelo vpet v lokalno skupnost in aktualno dogajanje. No in še dr. Flavio Bonin, doktor zgodovine, od letošnjega oktobra, predsednik Slovenskega muzejskega društva, tako sicer pa kot kustos je zaposlen v Pomorskem muzeju Sergeja Mašerja v Piranu, kustos za starejšo zgodovino pomorstva, velik poznavalec soli in solinarstva, se s tem, kot nekako moji podatki kažejo, ukvarjate že več kot nekje približno 30 let. Ste pa tudi pobudnik Solinarskega muzeja na prostem, ki je v letošnjem letu zaživel tako zelo burne trenutke, pa bomo morda tudi o tem slišali danes kaj več. No, zdaj pa, če kar začnemo, vprašanje, ki ga imam, moje prvo je namenjeno vam vsem. Najprej bi vas prosila, če lahko predstavite organizacijo, v kateri predsedujete, če lahko torej poveste, kakšno je poslanstvo organizacije, cilji, torej kaj želite doseči, in pa morda, če izpostavite še ta vidik povezan z družbeno odgovornostjo. Da bi mogoče Tanja Krke, vas prosila. Jaz vas lepo pozdravljam, a vas moram gledati, ne? Lepo pozdravljam se v imenu Slovenskega odbora IHOM, se pravi Mednarodnega muzejskega sveta. Hvala lepa za povabilo in predvsem tudi ena pohvala za tako zanimive evropske projekte, v katere se vključuje Muzej novejše zgodovine Slovenije. Mislim, da ravno ta projekt EME je eden izmed redkih evropskih projektov, v katerega se vključujejo slovenski muzeji in razširja določena razmišljanja in pa diapazone muzejske misli tudi v Sloveniji. Tako kot je bilo že omenjeno, se pravi, tukaj smo predstavniki treh teh krovnih stanovskih organizacij z področja muzejev. Ena izmed njih je Slovenski odbor IHOM-a, pravzaprav najmlajša. Slovenski odbor je bil ustanovljen takrat kot slovenska država, se pravi leta 1991, čeprav smo seveda delovali prej tudi v okviru jugoslovanskega IHOM-a. Sama ta institucija, Mednarodni muzejski svet, pa je ustanovljena leta 1946, se pravi po drugi svetovni vojni. Glavni namen pa je seveda varovanje premične kulturne dediščine in pa odpiranje nekih temeljnih paradigem, temeljnih idej z področja tako etike dela, muzejskega dela, ohranjanja kulturne dediščine, predstavljanja kulturne dediščine, potem tudi varovanja intelektualne lastnine, potem varovanje kulturne dediščine v nekih posebnih razmerah, tako da prav na tem področju delujejo tudi, se izvajajo določeni programi in pa seveda globalno mreženje z drugimi institucijami, ki delujejo tudi na tem področju, tako UNESCO, pa
kronično kulturno dediščino celotnega planeta. Seveda je ta sistem dobro vzpostavljen, tako obstojajo v državah nacionalni komiteji, teh je 140 na svetu, no in kot sem rekla, eden izmed njih je tudi slovenski nacionalni komitej. Tako da je glavna značilnost tega slovenskega ICOM-a glede tudi v odnosu na te sorodne institucije, je predvsem v tem mednarodnem mreženju. Mednarodnem mreženju, da smo del neke resnično planetarne misli in pa zavesti z tega področja. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz sem sicer nov, komaj mesec dni, delam v muzeju že 30, tako da bom probal vam povedati. Vsekakor Slovensko muzejsko društvo je eno izmed najstarejših, saj izhaja prvo krajsko deželno muzejsko društvo je bilo ustanovljeno že 1839, se pravi v na 180 let. In iz tega so izhajali potem tudi narodni muzeji in vsi ostali muzeji. Če gledamo iz zgodovinskega stališča, SMD je nekako stanovska ali pa bratovščinska organizacija, se pravi, da mora skrbeti najprej za lastne člane, se pravi za muzealce, upokojene muzealce, pa tudi nekaj ljubiteljev, kar pomeni, da najpomembnejši del je izobraževanje članov, se pravi, tako da imamo muzejo forume, regijska izobraževanja, vsako leto imamo svoj zbor, kjer sledimo smernicam po evropskim kot svetovnim, to potem poskušamo nekako prenesti naše okolje. Vsaj temeljna naloga je izobraževati strokovno delavce, se pravi od kustosov pa do restauratorjev, konzervatorjev in vse to nekako potem povezati z javnostjo, da tudi potem javnost, družba ima nekaj od tega. Vsekakor pa članov je nekje med 600-700 in kustosi, kot tudi restauratorji, konzervatorji so vsi visoko izobraženi in je zelo visok potencial znanja imajo. Le skupaj z arhivi in s knjižnicami skrbimo za našo dediščino. Vse te tri vrste zavodov potem so ogromne tako za pismo, kot za knjige in kot tudi potem muzejske predmete in slikovno gradivo, ki ga imamo. Kaj več pa še naprej. Skupnost Muzeja Slovenije je bila ustanovljena leta 1970, čeprav je bila registrirana kot društvo v bistvu šele 1979, ampak leto 70 je tisto prelomno, ko je ena skupina nacionalnih muzejev ustanovila Skupnost Muzeja Slovenije. Danes štejemo več kot 70 članov, seveda člani so muzeji, nimamo posameznikov kot člane, predstavljamo torej več kot 70 galerij in muzejev. Ta številka se še povečuje, včeraj smo dobili novega člana, tako da očitno obstaja interes za sodelovanje in povezovanje znotraj Skupnosti Muzejev Slovenije. Kaj je tisto, kar Skupnost muzejev dela ali naj bi delala? Delujemo na več področjih in sicer prav tako izobraževanje kot Slovensko muzejsko društvo. Znotraj Skupnosti Muzeja Slovenije dela namreč več sekcij. Imamo restauratorsko-konzervatorsko sekcijo, potem sekcijo za izobraževanje in komuniciranje, torej pedagoško sekcijo. Nato imamo sekcijo tehniške dediščine, pa sekcijo knjižničarjev muzejskih. V glavnem nekaj teh sekcij, 6 sekcij deluje znotraj Skupnosti Muzeja Slovenije in vsi skrbijo za eno izobraževanje, redno obveščanje svojih članov o novostih. Potem se tudi sami oziroma financiramo izobraževanje v tujini in pa doma. Sofinanciramo, tako bom rekla, naših članov oziroma delavcev v muzejih, ki so naši člani. V glavnem tudi informiramo svoje članstvo, ponovno tudi preko Facebook strani, ne več samo preko spletne strani. Izdajamo publikacije, recimo med njimi tisti, ki ste delali strokovni izpit, prav gotovo poznate eno tako
publikacije, tisti, ki smo se učili o negi predmetov, ne, smo zadevo imeli v rokah, kako s steklom, kako z lesom in tako dalje. Takšne torej publikacije izdajamo strokovne. Najpomembnejša naloga Skupnosti muzejev Slovenije pa naj bi bilo delovanje na področju kulturne politike. Zakaj sem rekla naj bi bilo? Zaradi tega, ker glede na to, da še vedno nimamo muzejskega zakona, očitno na tem področju do sedaj nismo bili ravno najbolj uspešni. In ravno danes smo se pogovarjali, ne, da obstajajo 3 krovne organizacije oziroma 3 organizacije, ki delujejo za interese muzejev v Sloveniji. In prav gotovo mora Skupnost muzeja Slovenije svoje delovanje na področju kulturne politike vzeti bolj resno. Poskrbeti moramo za to, da dobimo muzejski zakon. Poskrbeti moramo tudi za druge pravilnike in pač vse, kar da bi urejalo delo muzejev. Tako da je pred nami kar precej nalog in precej izzivov. In upamo, da nam bo to čim prej uspelo, ker šele takrat, ko bomo imeli svoj krovni zakon, bomo lahko dejansko napredovali tudi na nekih drugih področjih. Tako da mislim, da bomo v naslednjih letih prav gotovo se najbolj posvečali ravno tej temi, v sodelovanju z drugimi organizacijami, pa seveda še vedno na izobraževanju, obveščanju in tako dalje, vsak na svojem področju. Ker članstvo imamo pa tako večinoma isto, ne, in tudi se pogovarjamo o čim tesnejšem sodelovanju. Zdaj, če mogoče malo poznate, in če sem prav razumela, mislim, da se vse 3 organizacije posvečate pravzaprav prizadevanjem za izboljšanje slovenske muzejske stroke in da imate nad tem poljem v Sloveniji tudi najboljši pregled. Zato bi vas prosila, če mogoče lahko ovrednotite delovanje slovenskih muzejev in področje muzeologije pri nas, kje so vrzeli, kje so pa tudi prednosti, če so najprej prednosti, tudi v primerjavi s tujino, recimo lahko. Jaz sem lahko menim, da je ena od značilnosti slovenske muzejske scene velika raznolikost. Se pravi, v Sloveniji lahko obiščemo muzeje, ki so v samem vrhu neke sodobne muzejske misli, sodobnih pristopov, sodobnih interpretacij. Nenazadnje to dokazujejo tudi redne nominacije, naprimer, ali pa celo prejete mednarodne nagrade, nominacije za Evropski muzej leta, tudi organizacija določenih, naprimer, pomembnih mednarodnih konferenc, tako določenih komitejev, naprimer tako konference za SIMAM pred leta 2011, to je komitej ICOM-ov za muzeje moderne oziroma sodobne umetnosti, potem, naprimer, ena velika konferenca pred 10 leti, kjer so se organizirali skupaj 3 komiteji, tako komitej za tehniške muzeje, komitej za neke druge pač vsebine, da zdaj ne razlagam. Tako da vsekakor lahko tukaj najdemo vrhunske muzeje in vrhunske razstave in vrhunske muzejske projekte, ki so popolnoma primerljivi z odličnimi primeri dobrih praks iz tujine. Na drugi strani pa seveda so v Sloveniji tudi muzeji in razstave, ki so pravzaprav pravi antipod temu, ki so še vedno delujejo po morda nekoliko tradicionalnih, konzervativnih izhodiščih, ki niso ujeli ta hiter tok časa sprememb, ki se ne odzivajo na spremembe družbe, ki se ne zavedajo tako dobro, da pravzaprav muzeji so socialno, družbeno pogojene institucije, ki se vedno znova morajo prilagajati potrebam sodobne družbe. Tako da, če se danes vprašamo, kakšna je sodobna družba, se pravi, niti ni več samo informacijska, ampak celo digitalna, kakšne so zahteve, kakšna je dediščina te digitalne družbe, a so to digitalni artefakti, ki jih zbiramo. Tako da tukaj se odpira cela vrsta lahko enih zelo zanimivih razmišljanj, na katere pač se muzeji morajo odzivati. In na katere nekateri se odzivajo, drugi pa zopet ne. Tako da jaz mislim, da je ena od teh karakteristik slovenske muzejske scene ta velika razlika med muzeji, ki so pravzaprav v trendu, ki sledijo nekim novim težnjam, in pa muzeji, ki so ene take časovne
kapsule, ki so ostali nekje v preteklosti ali pa zaprašeni, kot reče. Čeprav mi se vedno znova trudimo, da muzej ni zaprašena beseda in da muzej, skratka, da moramo rušiti te stereotipne podobe o muzejih. Zdaj, seveda pa potem lahko naprej vprašanje, zakaj je stanje tako, ne? Dejstvo je, da nekega formalnega izobraževanja v Sloveniji še vedno ni. Tukaj pač vsak po svoje nekaj dodaja, tako IKOM, tako SMD s svojimi zborovanji, tako skupnost, to sta oba poudarila, se pravi na tem področju izobraževanja. Tudi morda neki določeni muzeji organizirajo, vabijo strokovnjake. Ta projekt, kot sem rekla, je eden od čudovitih projektov, ki ga Muzej novejše zgodovine Slovenije vodi tudi z tega področja, se pravi, da se širi to znanje. Potem je tudi seveda to odvisno izraz tega, ker ni tega sistema, je ta priliv znanja odvisno prvič od posamezne institucije in pa vodenja, kako je ta institucija vodena, upravljena, kar se pravi, kakšne interese ima tukaj in vpoglede vodstvo, ne vem, direktor, in pa potem od samih motivacij in ambicij samega kolektiva. Tako da tukaj, če je to pravi moment, če je prava energija, se lahko, so možnosti v Sloveniji, da lahko prideš do odličnih kontaktov in do ustreznih znanj, seveda potem tudi, da lahko realiziraš dobre projekte. Če pa seveda tega ni, po neki formalni liniji to ni omogočeno, potem pa je zadeva, se pravi, hitro lahko večkrat bolj zaprašena. In pa seveda tudi še tretja, ta komponenta, kakšen je ta sogovornik, ta okolje, v katerem deluješ. Če te sprejema za nekega sogovornika, je seveda to veliko lažje, kot če si tudi v samem okolju. Zdaj, predvsem, imam v mislih nekaj manjše muzeje, v manjših krajih, ne v Ljubljani, če si tam prepoznan samo na ravni stroška, ne pa na ravni enega odličnega sogovornika za dialog, ki lahko marsikaj prinese, potem je seveda tudi ta razvoj težji. Tako da mogoče ta, ena od specifik pa umeščanj slovenskih muzejev na nek tak globalni zemljevid. Tukaj so muzeji, ki so izjemno zanimivi, seveda moramo tudi vedeti, da sama Slovenija da nas nekako ukverja, da tukaj ni tistih blockbuster velikih razstav, da ni dragih projektov, ampak ne glede na to. Gre za same ideje in za realizacije in mislim pa, da nam gre čedalje boljše. Če nadaljujem, velik problem v slovenski muzeologiji in muzeji so prostori. Če malo pogledamo v zadnjem obdobju, razen Etnografskega muzeja, ki je dobil svoje nove prostore, pa Narodnega muzeja, nekaj zdaj Pivka se razvija, drugi smo še vedno v starih klasičnih gradovih, palačah, stavbah, ki so za muzeje neprimerne. Pravi, že dostopnost, spravi, že do dvigala je težko priti. Prvi, ki je dobil dvigalo, je bil Celje. Mi ste dobili leta 2000. 2004 in ravno tedaj smo tudi mi postavili v Piranu. Pravi, že prva ovira je dvigalo. Potem rabiš rampe, ker so stopnišča. Nadaljni problem je infrastruktura napeljave. Če hočeš ti imeti multimedijo in vse, kar pride zraven, je treba te stare stavbe nekako priluknjati, ker imaš probleme z zavodom, ali pa ruši, se ne da, Zdaj sicer zdobno, da imamo zopet wireless, ki gre, ampak zopet wireless, če imaš debele stene, moraš imeti toliko in toliko anten, že vsaka soba mora imeti svojo anteno. Je cel kup težav, ki tudi, če nekako pridemo do nekih pametnih idej, so potrebna pa dosti večja sredstva za to realizirati, kot če bi imeli primerne prostore. Naprej, če ne, Aleksandra ne bom bila kaj povedati. Vse imamo, da še marsikaj zapovedati. Zagotovo se strenjam z omenjem, da so težave in pa
sami tako obnašali, stvari takšne bodo, kot so. Ko se bomo zavedali, da smo samo skupaj dovolj močni, bomo verjetno zadeve začeli spreminjati. Zato, ker do takrat pač se nam bo dogajalo tako kot Franco Kamberger. Se moramo ceniti. Ja. Vrednotiti sami tudi, ne? Ja, vse pravi, so izjeme, ne? Mislim, dejansko midve so sodelovali zelo dosti, ne? Zdaj posebej sistem muzeji, s katerimi, oziroma nekateri muzeji so zelo nagnjeni v sodelovanju, ne? Ampak dejstvo pa je, da pridemo do situacij, ko je pa potrebno tudi malo nastaviti hrbet, zaradi politike, ne? Takrat pa nas nekako zmanjka, ne? Ker je strah v službo, ali pa se bo kdo maščeval muzeju kot takemu in tako dalje. Jaz po eni strani to razumem, po drugi strani je pa tako in jaz to zagovarjam. Direktor, če že postaneš direktor, se moraš zavedati, da tudi to je del tvoje službe in koliko res ceniš in imaš rad svoj muzej, boš pač tudi hrbet odstavil tudi pri takih stvarih. Sem malo raznoresna, ne? Ampak ja. Mogoče bi se mi še dodala kaj vprašanje, česa manjka, ne? Kot ni bilo tako, no? Morda izpostavljam sam dve, po mojem mnenju, največji taki beli lisi tega slovenske muzejske mreže, ne? Eno je prav gotovo ta povezava med ljubitelji in stroko. Zelo veliko je teh lokalnih, majhnih muzejev, zasebnih zbirateljev, ne? Tega je sploh, se mi zdi, v tem zadnjem je prav lahko beležimo porast v zadnjem obdobju, kar je nekakšna logična posledica tudi sodobne družbe, se pravi te globalizirane družbe, kjer tako določene skupine, skupnosti iščejo in potrjujejo svojo identiteto in se sidrajo z določenim gradivom, ki ga zberajo. Tako da tega je zelo veliko, ne? Se pa pri nas premalo razmišlja o premični kulturni dediščini kot celoti, ampak o premični kulturni dediščini samo v muzejih. Treba se je zavedati, da je zelo veliko tega gradiva izven muzejev in da za ta in to gradivo ni ustrezno poskrbljeno in ni ustrezno pač vrednoteno, ni ustrezno ohranjeno, ni ustrezno komunicirano, kakorkoli. Tako da tukaj je zelo pomembno, da bi čim prej znali povezati ta dva nivoja, da rečemo, se pravi, dobiti ene dobre povezave in med stroko in pa ljubiteljstvom na vseh teh področjih, katere mi obvladujemo. Jaz mislim, da to bi se dalo na dokaj enostaven način. Seveda je to potrebna ne samo strategija, ne samo spoznavanje in pa volja stroke, temveč tudi neke volja kulturne politike in da bi s tem zelo veliko pridobili. Tukaj so zelo velike nevarnosti za tudi nedovoljena trgovanja in za kakršne druge manipulacije s kulturno dediščino. Se pravi, to zavedanje, da ni kulturna dediščina samo dediščina, mislim, da ni premična kulturna dediščina, da niso muzejski predmeti samo v teh official, v teh muzejih ustanovljenih, se pravi muzejih, ki tvorijo neko muzejsko mrežo ali pa muzejsko slovensko shemo, temveč da je zelo veliko tudi na terenu. In tu je treba najti ustrezne kompetence muzejev, da lahko nudijo boljšo podporo strokovnjakov, se pravi, da kustosi niso le kustosi zaprti v muzejske sobane ali pa v muzejske stavbe, temveč da so kustosi lahko tudi kot, ne vem, neki pač samostojni delavci, ki delujejo kot neki freelanceri na terenu in tako naprej. Se pravi, to področje mislim, da je pri nas zelo problematično in da bi bilo potrebno čim prej in temeljito o njem razmišljati. Potem pa mislim, da smo še na področju ohranjanja industrijske kulturne dediščine zelo podhranjeni. To je propadanje velikih industrijskih, ne vem, celih predelov, stavb, kompleksov, je problem Evrope, ampak mnoga evropska mesta so to že uredila in vzpostavlja izjemne, naprimer obnovljene predele,
cele predele, naprimer, mrtvih delov mestne. Tako da do tega pa mislim, da pri nas tudi še nismo prišli. Mi smo morda zdaj v Mariboru Ja. na začetku, ker smo pripravili enega takega projekta. Zdaj z industrijsko dediščino se mi že dolgo ukvarjamo, res pa je, da ne pa za stavbno industrijsko dediščino. Smo pa zdaj na začetku enega takega projekta, pa upajmo, no, da bo uspelo in da bo vzročni projekt. Se ukvarjate tudi čez kakšne težave ste še vedno morate. Še vedno moramo, ja, ker ljudje zelo dolgo je bilo potrebno, da so ljudje začeli dojemati industrijsko dediščino kot kulturno dediščino. Tako da, ja, mi smo s tem se ukvarjamo že od leta 91, bolj podnebno, ampak dejansko se mi zdi, da smo še vedno na začetku voljne, ker je to neskončno področje. No, jaz bi si mogoče navezala na to razliko med tradicionalnim in sodobnim muzejem, oziroma muzejem, ki zdaj nekako uresničuje sodobne usmeritve in tudi nekoliko na to novo vlogo kustosov, ki ste jo nakazali. Kako je z muzeji in z organizacijami v zvezi z odzivom na aktualno dogajanje? Recimo zdaj, če čisto konkretiziramo, zdaj ta begunska problematika, ki kliče kar potem, da nekaj tudi mi na našem področju naredimo. Se smem zdaj, pravkar sem se vrnila, oziroma v nedeljo sem se vrnila z letne konference NEMO. Skupnost muzeja Slovenije je namreč član Evropske organizacije, Evropske povezave muzejskih organizacij, kjer je ena od predavateljic iz Portugalske konkretno načela vprašanje, kje so muzeji v času krize. Vseh kriz, od političnih, gospodarskih, pa zdaj recimo begunske in tako dalje, in je naredila eno, pregledala je spletne strani, ne vem koliko tisoč muzejev in pa Facebook strani in Twitterje in tako dalje, in je ugotovila, da le redki ali zelo, zelo redki reagirajo na to, kar se dogaja, kar pomeni, da smo še vedno, ne glede na to, da se imamo v velike večini za muzeje odprtih vrat in tako dalje, da smo še vedno zaprti v svoj krog, v svoje hiše, eventualno, ali pa v okrog kulturne dediščine in si izven tega velike večini ne upamo. So pa izjeme, ne? Tudi v Sloveniji, čujem, da se kolege iz etnografskega muzeja podajajo volontirati na mejo, no tudi pri nas v muzeju od samega začetka sledimo te begunske krize in tudi pomagamo, zbiramo. To ni prva taka dobrodelna organizacija oziroma dejavnost, v katero smo se vključili že v zadnjih letih, ampak konkretno zdaj govorimo o begunski krizi. Hodijo tudi volontirati naši delavci, hodimo, odnašati stvari na mejo in pa, kar se mi zdi še veliko bolj pomembno, prihajam iz severovzhodne Slovenije, neposredne bližine Šentilja, kjer je tam današnji in pa Maribora in vseh teh področij, skozi katere se sedaj reke beguncev dobesedno zlivajo. In mi smo svoje poslanstvo našli tudi v tem, ker ko govorimo o prvi, drugi svetovni vojni in to kot muzej novejše zgodovine, se velikokrat ali pa prevečkrat že v preteklosti dogajalo, sedaj pa še toliko bolj, da slišimo od otrok in drugih obiskovalcev izjave, v katerih te spreleti srh. Razumem, otroci to slišijo doma, kar je zopet te še bolj strah postane, ker za takim otrokom vsaj dva starša še stojita, boga koliko še sester in bratov, ki so vzgajani na enak način. Begunci so umazani, begunci nas, ne vem, okradli službe, mislim, ko to govori, recimo 7-letnik ali 8-letnik te strese. Zdaj prepuščamo popolnoma, kaj se kdo misli, ampak eno dejstvo pa je, da ljudje smo ljudje in da kakršnokoli da si, tako bom rekla, če si zatiskamo ušesa in oči in usta v takih situacijah in dovoljujemo, da se razširjajo raznorazne ekstremistične misli, gibanje in tako dalje, to do tega je že v Mariboru prišlo zdaj, z nekimi vaškimi stražami ali k čemu so že pozivali, potem smo kot muzej krivi, so krivi za to, kar se dogaja. In smo začeli organizirati in ponujamo šolam izobraževalne delavnice, transformacija konfliktov, ki ne govorijo o beguncih ali o tem ali o njih. Govorijo enostavno o ljudeh, o tem, kaj je prav in kaj ni. Kako ti lahko, kako lahko ločiš med enim in drugim in o tistih osnovnih človeških vrednotah, o katerih bi morali vsi govoriti, pa nažalost v zadnjem času ne. In ne bom rekla, da so vsi navdušeni. Smo tudi dobili kakšne negativne komentarje na to. Ampak v muzeju dobro spimo.
ena taka stvar. Rekla sem tudi v drugih dobrodelnih organizacijah in tako dalje sodelujemo po naših močeh. Seveda nas je 13 redno zaposlenih muzejev, zdaj ni sveta, ne bomo rešili, ampak če ne bo na 13, pa na 13, pa 1 plus 1 in tako dalje, potem se nikoli ne bo nič premaknilo. Spremljamo tudi vse druge lokalne dogodke ali pa državne kot skupnost muzejev Slovenije, pa reagiramo na vse poskuse, da se kulturi jemlje denar, dodatno, ne. Počasi bomo že mi plačevali državi, se vem zdi, zato da bomo lahko odprli vrata zjutraj, pa občinam, ne, se ni samo država tam. In spremljamo vse, kar se dogaja po muzejih, podpiramo, recimo, ne, ko se je začelo postavljati vprašanje Solin, so kolegi priskočili, pozvali smo jih in njihov in SMS k podpori, so se začela dežurstva raznih muzejev. V glavnem, jaz menim, da tam, kjer nekaj ni v redu znotraj muzejev, se muzeji moramo odzvati, moramo kot kolegi že priskočiti na pomoč ali dati vsaj podporo, ne, ker tudi to, da te nekdo izreče podporo, včasih dosti pomeni, ko se gre za zmanjševanje sredstev, če bomo vsi tiho, potem pač boljše, da potem nam je še tako predobro, reče ena moja kolegica, in nam zadnja same je še več, torej se moramo tu oglašati, kar se potiče dogodkov v lokalni skupnosti in tako dalje. Jaz mislim, da vsak zase najbolje ve, kaj lokalna skupnost potrebuje, kdaj so tisti kritični trenutki, ko se mora ali bi se pa moral odzvati. In kot sem rekla, pri nas v muzeju spimo podobno. Mogoče še povedali z vsem, ker me zelo zanima, kaj še so. Prvo vprašanje je prav gotovo povezano predvsem z dvema besedama oziroma dvema pojmoma. To je ena stvar odgovornost. Odgovornost, se prav govorimo o odgovornem muzeju in pa angažiran muzej. To sta dve tipiki, katere naj bi sodoben muzej se bil, se prav, da je odgovoren do družbe in pa da je angažiran. Se prav, angažiran je v tem smislu, da daje odgovore, ampak da odpira prostore nekega razmisleka, spodbuja različna mišljenja in pa odpira razmišljanje o določeni problematiki. Tako da mogoče sem dva konkretna primera v navezavi na to, če se zdaj malo vrnem na Muzej novejše zgodovine Celje. Tam, kot ste omenila, je že od leta 1995 deluje otroški muzej, ki je Hermanov brlog, ki je krasna uspešnica, zelo veliko otrok je preživelo tam, zelo prijetne ulice, nekateri se vedno tam vračajo in tako naprej, ampak v zadnjem obdobju smo mi zelo veliko razmišljali, kakšno je pravzaprav to poslanstvo tega otroškega muzeja. A je dovolj še, da mi sam, ne vem, govorimo o bogatimo tisti dan, ko pridejo, in obogatimo dan, ko pridejo najmlajši obiskovalci v muzej, da jih izobražujemo o kulturni dediščini, predstavljamo ta svet kulturne dediščine in tako naprej, ali moramo dati nekaj več, ali odgovornost tega edinega, pač formalno edinega otroškega muzeja v Sloveniji višja, ali moramo jim tukaj mi sporočiti druge resnice, se pravi ravno to, a jih spodbujamo k spoznavanju neke multikulturalnosti, otrokovih pravic in tako naprej. In zaradi tega smo pred leti mi popolnoma preoblikovali poslanstvo tega otroškega muzeja in zdaj je ta otroški muzej pravzaprav je njegova glavna naloga ozaveščanje o otrokovih pravicah. In v tem momentu smo se mi tudi povezali z UNICEF-om, tudi z nekaterimi drugimi institucijami z področja otrokovih pravic, tudi naprimer Beli obroč, pa potem projekt Varne hiše in tako naprej. In smo bolj to poslanstvo preusmerili na neko socialno, tudi mogoče humanitarno, ne vem, to področje, ki smo rekli, v času krize, v času tem, kar se dogaja, je pravzaprav naš glavni, mora biti naš glavno bistvo in to sporočilo v tem okviru. Mi moramo otroke, mi smo tisti, da jih pripravljamo na to, kar da bodo lažje razumeli problem sodobnega sveta. Tako da in to je zdaj, mi smo naprimer to, mislim, da pred 3 leti, tako da se zdaj te zadeve tečejo na to smer. Kar se tiče Slovenskega etnografskega muzeja, smo ravno zdaj v diskusiji o tem, kako bomo zastavili projekt in v katere smeri bodo šle same raziskave.
hkrati pa seveda tudi po tej naši človeški plati smo se organizirali tako, da določene skupine odhajajo kot prostovoljci na teren. Kar se pa tiče raziskav, pa seveda ta sama begunska problematika na nek način že dokumentirana tudi preko teh sodobnih oziroma teh sprotnih novinarskih reportaž in preko teh medijev. Tako da ena pač zadeva naša je, kako bomo mi pretočili vse te podatke. Nam se ni treba, da gremo mi zdaj tja fotografirati, da grejo, čeprav bi najverjetneje drugače. Ampak se nam zdi pomembno tudi, da dokumentiramo in raziščemo, kakšne posledice ima to na, naprimer, naše, na prebivalce, kako to deluje na prostovoljce, kako ne nazadnje tudi morda na novinarje, tako da bi pravzaprav bolj na te posledice tudi naše družbe in pa naših skupin radi uvrnili pozornost. Tako da zdaj smo pač še v dogovoru, nekaj tehle manjših dogodkov bo sledili že v tem letu, razgovori z enimi novinarji, da bodo predstavili tudi doživljanje te problematike. V naslednjem letu je pa načrtovana ena večja razstava o Afganistanu, ki bo hkrati tudi odprla to problematiko. Lahko vprašam, kje je pa meja, v bistvu, dokot lahko gre muzej kot kulturna institucija v tej družbeni angažiranosti? To me zanima čisto. Jaz mislim, da predvsem ne sme dati odgovorov, ne? Ne sme se, mislim, on opredeljevati. Predvsem mora ponujati možnost glasnega, ne vem, dialoga, diskusije, opozarjati na to. Predvsem to se mi zdi poglavitno. Mene pa mogoče mečko, recimo, če povabite zraven določene organizacije, ne vem, UNICEF ali pa katerakoli druga, ne, recimo, s katerimi so sodelovali pri tem otroškem muzeju, mečko skrbite, ker nekateri njihovi vidiki tudi recimo niso čist znanstveno ustrezni ali pa kakorkoli, ne, da se to potem ne, ta meja med, kako bi rekla, muzejem kot enim nosilcem enega znanja tudi, ne nazadnje, ne, malo zabriše z včasih aktivizmom, ki gre v čisto eno smer, v katero mogoče niti ne bi hoteli, ali pa z enimi percepcijami, če tam čisto primer, ne vem, recimo, meni se zdi, da v UNICEF čisto preveč poudarja, da so v Afriki vsi otroci lačni, ali pa ne vem, imamo ta, kot se spomnimo na Afriko, se spomnimo na lakoto in na lačne otroke, ne. Kar je čisto grešena predstava, vsak je bil tam, je to ni res. Ampak se mi zdi, da potem se mogoče malo mešajo te stvari. Ne, ni nujno, to je pa treba biti, ne? To je pač stvar potem programa muzeja. Vseeno je to seveda muzejski program in to se odvija v muzejskih prostorih oziroma tudi, če so druge muzej tisti, ki je nosilec tega programa. Tisto, kje in na kakšen način sprejmeš tega svojega partnerja noter. UNICEF je, na primer, v Muzeju novejše zgodovine Celja v tem otroškem muzeju izvedel nekaj delavnic za pedagoški kader, ki jih ima on kot model in to je bilo pravzaprav, mislim, da krasen in čista ponudba. Hkrati tudi smo izvedli tam razstavo teh punčkih scun in pa celoten ta program, ko oni imajo posvojitev punčkov iz scun in s tem potem darujte sredstva za cepljenje enega otroka proti 5 nalezljivim boleznim v Afriki. Tako da to so neki taki čisti projekti, ko lahko lepo sedajo noter, ne. Treba je pač paziti, ne. Mislim, to je stvar, ja, programa, pa vodenja. Ja, zdaj, če mi malo pogledamo begunski val, ne, nekaj podobnega se je zgodilo tudi nam, ne. Po prvi svetovni vojni je veliko Slovencev iz Tržaškega odšlo predvsem od Ljubljane proti Mariboru, ne. Drugi val se je pozgodil potem po drugi svetovni vojni, ko je iz Dalmacije pa z Istre naj bi 250 tisoč ljudi se odselilo v Italijo, pa predvsem v Italijo pa v Južno Ameriko, ne. S tem, da ni primerljivo, ne.
ampak ravno jutri imamo predstavitev knjige Krčonove, ki prav piše, usidrali smo se na morje, deluje 45-48. Kaj se je zgodilo že prej, pa pred 3 leti je pa Debora Rogoznica obdelala STO. Se pravi, da to zamolčano, 40 let zamolčano tema se počasi odpira, ker je treba razumeti, da tudi teh 250.000 ljudi, ki se je odselilo na Jugoslavijo in Italijo, če je bilo recimo 5% politične migracije, ostalih 95 je bilo pa zaradi ekonomske migracije. Spravi, Italija je tisti krat, pa tudi Amerika, se pravi, tačno agresivno politiko, kako boste tukaj živeli, ti, ko vas bo vse pojedel, in so šli stran. Veliko ljudi, vsaj izpričevanj, recimo je šel, poznam recimo primere, gor z Malije v Izolo, imel 5 km peš, je bil zidar, potem, ko se vselil v Trst, je šel na občine, je imel 15 km za peši Trst, je rekel, če se ne bi sramoval, kaj je naredil, je rekel, že po enem tednu bi se vrnil, ampak se ni vrnil. Čeprav ni primerljivo, ampak je problem je vojna zdaj v Siriji in zakaj je prišlo do nje. Vojno nismo sprožili Evropejci, ampak sprožila je Amerika. Našli so plin in nafto pred Egiptom, pred Sirijo. Druga stvar je pa, nafto se plačuje z dolarji. Pravi, Irak, Libija so začeli plačevati nafto, evro, juan. Zdaj, če z dolar propade, petrodolar propade, to je stečaj Amerika, druge države. Mi nosimo neko posredno vplivo drugega. Posledice nosimo nekoga, ker smo zelo majhni igralci. Morda kdo še kakšno vprašanje? A se da potegniti res kakšno bolj konkretno primerjavo, torej s temi preseljevanji, ko smo bili tudi že mi vključeni v zgodovini? V bistvu take razsežnosti ne, ker tu je potem tudi recimo vprašanje, zakaj so sesuli Grčijo. Morda je Grčija bila posledica že 2-3 leti prej, da jo morajo sesudi, da ne bo obranila meje. Ker kot delavec v Pomorskem muzeju, noben begunc ni šel nikoli na grško ladjo, ker če ste malo sledili, tisti, ki se najde na grški ladji, po 200 km, ko je bil na oceanih, je končal v morju, ker niso več najdli. Pravi, na grške ladje begunci niso nikoli šli. Naši so jih lepo, naše neovaščene kolege peljali tam in dalje, ali pa potem z letalom nazaj. Ampak Grka, ste mlajši, ampak če bi sledili pred 20 in 30 leti, so bili kar v procesi, ker so nekatere so jih begunce, ubežnike so jih najdli. Tako se je razvedlo, drugače ni se vedlo, ampak na grško ladjo nihče ni z Afrike šel, da bo pa šel v Evropo. Ker je zelo slabo končal, če se najdli. Vse te procese se da rotirati. Recimo 100 let nazaj, tisti, ki so bežali, so bili Evropejci v druge države. Tako da ta masovna migracija iz takšnih in drugačnih vzrokov, ne vedno vojnih, ampak je bila zelo konstantna. In pri nas 70 let nazaj zelo težko razumemo koncept, da je večinoma verjetno 1/3 ljudi po koncu druge svetovne vojne se od nekje mogla vračati ali od nekje bežati in se ni znašla v času konca vojne tam, kjer je bila, ko se je vojna začela. Tako da, seveda, ampak nam je bilo zelo lagodno pozabiti, da so tudi naši predniki bili del takih zgodb. V veliki večini pa tudi lahko niso bili naši predniki, ker so se že zdavnaj znašli v drugih državah. Verjetno konceptualno Primorci smo imeli tega več, zato ker je bila tle prva vojna, je bilo tle obdobje po prvi vojni, torej 45.000 ljudi se seli iz Rapalske meje. In seveda je potem tukaj obdobje po drugi svetovni vojni, ko se dejansko italijansko prebivalstvo, pa niti ne italijansko, to je spet naša interpretacija, seli iz teh območij. Migracije so bile vedno prisotne. In vprašanje je samo, koliko smo jih spremljali in koliko je danes s to medijskim pompom postanejo del našega vsakdana. In koliko smo pa na koncu toliko že
presiti tega, da v enem trenutku pozabimo, da se to še vedno dogaja. Ne? Ko je prihajalo do prvega vala, smo bili vsi zelo vključeni. Zdaj jih je več, kot kadar je bilo prvi val, ampak v resnici, koliko se s tem ukvarjamo. Ne? Moje vprašanje recimo je drugo. Ne? Če imamo državo, ki postavlja začasne tehnične ovire, kako lahko po drugi strani mi kot inštitucije, ki morajo ljudi ne nazadnje vzgajati v temu, da to ni nič, kar te zemlje že skozi stoletja niso videle, kako lahko mi vzgajamo kot državna inštitucija, ne da bi dejansko podajali nek kredo, ki bi šel v kontro lastni državi, še vedno smo državna inštitucija. Ja, ampak kakorkoli že, ni naša naloga vseeno, da to počnemo? Ja, da vse to pravim, tle je to, kje je ta... Ne bi moral vsekakor se znajdeš v situaciji, ko nisi zdaj ravno najbolj v skladu z tistimi, ki so tvoji dobronaši, niso ustanovitelji nacionalke, pa ja, dejansko je, ne, ampak nekako, jaz imam sliko intelektualca v glavi takega, ki si drzne razmišljati svojo glavo, kar že več ni ravno najbolj pogosto, ne, in ki si drzne narediti tudi kaj proti ustaljenim nekim normam, ne, in tukaj nekako enačim muzeje pa vse podobne inštitucije ravno s tem. Ja, to je naša naloga, ker če bomo kar naprej poslušno se vsem strinjali, potem... Pa verjetno je to delano dolgi roka, ne? Stvari se ne spremeni v eni noči ali v enem mesecu, ampak... Ne, zagotovo ne. To je stalna naloga in ne vem, jaz pač delo muzeja ali pa univerze, kogarkoli, razumem točno na tak način. Mi moramo vzgajati ljudi, ki mislijo z lastno glavo. Jaz recimo vidim zelo veliko sporednic, imamo včasih kar groza, kar se ukvarja z Nemci v Sloveniji in to, kar se dogajalo, ne vem, med in po drugi svetovni vojni Slovencom in Nemcom, ne. Se pravi, tam je bilo zelo veliko migracij, zdaj prisilnih. Se mi zdi, da tudi te migracije so na nek način prisilne, pa naj bodo iz političnih ali pa gospodarskih razlogov. Se mi zdi, da zelo veliko sporednic lahko potegnemo iz tega in da bi se dalo že tukaj s temi sporednicami mogoče tudi ljudi pri nas, ker bi vseeno šlo za usodo naših ljudi, pa tudi za usodo, ne vem, če jih zdaj ne smatramo, Nemcev ne smatramo kot naših, so še vedno bili naši, ker so tukaj živeli stoletja, do so oblikovali ta prostor. Bi se dalo že skozi te usode, ki so se odvile na našem teritoriju, eno strpnost razvijati do ljudi, ki so danes v isti situaciji. Človek pričakoval, ne? Ampak poglejte Maribor konkretno, kar sem iz Maribora, ne? Mi smo bili lonec, to se je kar naprej nekaj dogajalo, ne? 1918 odidejo Nemci, prihajajo Primorci, ki so dejansko naredili slovenski Maribor. Oni so bili, kar Mariborčani tudi priznajo, oni so bili tisti, ki so narodno misel prinesli in ukorenili v Mariboru, ne, seveda je že bilo prej, ampak premalo je bilo tega, vseeno smo mi dolgo bili v situaciji, ko smo bili podrejeni, ne. Potem se prepove delovanje vseh nemških političnih in drugačnih organizacij proti začetku druge svetovne vojne se Nemci znova vračajo, postanejo močnejši, po drugi svetovni vojni se zopet se obrne. Pa smo imeli v času vojne za osamosvojitev, pa je bilo že prej, ne vem, ekonomske migracije ogromno, ne, pa v Mariboru se je vse dogajalo, ne, in to kar naprej, pa še vedno ne razumemo. In potem pride recimo, pa pridejo otroci ali pa starejši, recimo, prekleti majster, če ne bi njega bilo ne danes bili v Avstriji, kako bi nam bilo dobro, ne? Ker ne razmišljajo, oziroma ne poznajo zgodovine, bom rekla. Kakšna pa je bila situacija, oziroma kako so pa ravnali Slovenci v Avstro-Ogrski monarhiji? Ne? Če razmišljaš v Slovenci. V glavnem, kar naprej in mi se s tem srečujemo vsak dan, jaz ne vem, kak je recimo v Ljubljani, kak je to drugje, ne, ker dejansko se razlikuje, ne. Ne glede na to, smo majhni, se v različnih krajih različna vprašanja pojavljajo in postavljajo, ne. Pri nas je pač to vedno, ne, in zdaj, ker imamo mi tudi ta večinoma, ta begunski val preko tistega dela Slovenije, je zdaj to pri nas grozno aktualno, pri tem pa vsi pozabljajo, kaj se je vse že pri nas zgodilo, pa smo preživeli, ne. Pa še bomo. A lahko jaz nekaj povem? Malo bi se dotaknil tega
Maribora, jaz sem tudi Mariborčan, ne Pristin Mariborčan, dolga leta že živim tam. Nekaj bi rad povedal o miselnosti rojenega Mariborčana. Jaz veliko sem na relaciji med Ljubljano in Mariborom. V Ljubljani je bolj slovenska, več Slovencev, Dolenjska, Primorska, Gorenjska zamešani vsi iz različnih pokrajin, iz bivše Jugoslavije tudi, ampak a kakšna je kultura v Mariboru? Tam so bili pa prej Nemci. Nemci so upeljali svojo kulturo, način razmišljanja, način življenja in način dela. Nemci so potem odšli, to govorim po drugi svetovni vojni, so odšli Nemci. Klima je bila takšna, da so določili, da bo Maribor industrijsko središče. In so pripeljali delavce iz juga, iz Srbije, Bosne, Makedonije. In oni so prinesli svojo kulturo, svoj način razmišljanja, svoje ideje. Potem je bil tretji še danes. Jugoslavije, potem so prišli še Romi k nam iz Makedonije. In so spet prinesli svojo kulturo. In je Maribor postal nekakšen Detroit. In zdaj še četrti vade so prišli še te begunci. Vse hodim v nas in to se vse meša tam v Mariboru. In počasi prekipeva. Nobeno šolanje tukaj ne pomaga, to so to miselnost globoko zasidrenost. Naša zavest, naša kultura je padla dol. Druge kulture so prevladovali in še vedno prevladujejo. Žal postaja to zelo moteč element. Naravno strinjala jaz recimo kot pripadnica mlajše generacije, jaz ne čutim nekega groznega. Za kar se v mojih očeh tiče, je Maribor še vedno slovensko mesto. So pa vedno ljudje se najdejo. Vse sem pripričana tudi v drugih mestih, ki morda generacije, ki so prihajale na novo v Maribor, zagotovo čutijo. Tudi jaz sem živela 11 let v tujini. Jaz sem se vedno imela za Slovenko, kljub temu, da sem živela v tujini. Morda bi to tudi rekel, čeprav sem perfektno govorila jezik in na prvi pogled me ne bi zamešali, ampak jaz sem bila vedno Slovenka in je to normalno. Moj otrok danes, ki je bil rojen tam, ki je živel prvih par let, hladno danes v Mariboru reče, da je Hrvat. In jaz ga razumem, ker se tako počuti, ne? Kar pa ne pomeni, da nimam čisto tipičnih mariborskih navad, mariborske razmišljanja, dialekta mariborskega, se v ničemer ne razlikuje od svojih prijateljev, ampak on se počuti tako, ne. In jaz mislim, da je Maribor s tem mešanjem izredno dosti pridobil, ne. Najprej s Primorci, najprej z Nemci seveda, oni so vseeno pustili nekaj v Mariboru, pa z Primorci, pa z vsemi ostalimi, ki so prihajali. Na koncu konca so ljudje, ki so prihajali iz južnih držav, gradili industrijske Maribor, kar pa zdaj že ima zelo malo z muzeji.